Če gre Slovencem kaj bolj na živce kot to, da jim vlomijo v hišo ali ukradejo avto ali če jim premaknejo mejni kamen, so to počitnice politikov na njihov račun. Pa se je izkazalo, da si je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik poleti očitno privoščila prav to. 15-dnevna pot 5 dam je davkoplačevalce stala dobrih 33 tisoč evrov. Potovalni stroški in stroški nastanitve so znašali 30 tisoč evrov, 3 tisoč evrov pa je šlo za dnevnice. 33 tisoč evrov, to je skoraj 3 milijone rupirjev. 3 milijone, da je 5 državnih uradnic potovalo na visoki politični forum o trajnostnem razvoju v New Yorku. Po mojem so proučevali bolj Prado pa Cartier na 5. aveniji, pa Salvatore Ferragamo in podobne zadeve. Kdo bi v New Yorku cele dneve spremljal tole duhamorna predavanja, pa da remo. Neč ne pravim, zdi so zanimiva, ampak če se človek lahko igra seks v mestu. Ministrica sicer pravi, da so bili na potovanju zelo varčni. In če 16.500 evrov za bivanje v komaj 3-zvezdičnem hotelu v pregovorno dragem Velikem Jabolku še razumemo, nekoliko težje pridemo do ustreznega pojasnila letalskega prevoza na drugo stran Velike Luže. Dobro, vsaj pri prenočišču niso bili razsipni. Se ste videli, omet je odpadel, ni? Nevarno. Pa poznam New York in tam hoteli s 3 zvezdicami zagotavljajo all-inclusive storitev. Poleg zajtrka dobiš, ne vem, ščurke. Če imaš pa srečo, na ta prav dan pa pod poslo najdeš kakšnega ustreljenega mafica. Ampak zgodba o službenem potovanju v Ameriko je dobila še en intriganten preobrat. Z gospo ministrico je potoval tudi njen soprog. In kaj je on delal v New Yorku? Na takih konferencah imajo za partnerje običajno tako imenovan damski program, oziroma v tem primeru program za gospode. Če je gospod, če pa dama, pa pač damski. Ne poznam ga človeka. Na njem se partnerji praviloma srečajo z lokalnimi prebivalci in spoznajo njihove navade, obiščejo pa tudi kakšno kulturno prireditev. Ampak na ministrstvu zagotavljajo, da je ministričin soprog potoval na svoje stroške. Torej je šlo za zasebne zadeve. Ne, mogoče ministrica ne zdrži en teden brez moža. Ali pa je pa prišel nadzorovati. Mislim, porabo na kreditni kartici nadzorovati. Zdaj, nadaljujemo s še eno škandalozno novico. Mislim, sami škandali. Pa kaj je to letos? Škandal na škandal. Kaj da smo slovenske novice? Strokovni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ivan Eržen je delo epidemiologa Marija Fafangela v času vodenja posvetovalne skupine za spremljanje koronavirusa pri NIJZ ocenil za najnižjo mogočo oceno. V letnem ocenjevalnem razgovoru si je namreč nekdanji vodja Centra za nalezljive bolezni na NIJZ prislužil oceno 1, je Fafangel razkril na družbenem omrežju X. To je pa malo čudno. Umaj bil to prvi cvek, ki ga je Mario dobil v življenju, glede na to, kakšen nerd je. Ampak za delo v času covida, pa dajmo se spomniti, to je bilo. Epidemiologi smo opazili že iz dogajanja na terenu, da se nekaj dogaja s testi tam okoli 27.1. se mi zdi. A vidite, kako profesionalno je delo. Dobro izbran telovnik, maska, Star Trek. Jaz mu dal 5, če bi celo epidemijo spal doma. Samo na podlagi te maske. Jaz sem tudi treki, pač taki smo. Ampak treki Star Trek The Motion Picture, ne Star Trek Voyage Home. Hardcore. Zakaj so mu dali enko? Sploh, ker večina javnih uslužbencev na teh ocenjevanjih redne delovne uspešnosti dobilo 5. To je tako kot v osnovni šoli, ker so vsi odličnjaki, razen če kdo še v 4. razredu ne zna abecede, pa dobi 4. Zaradi burnega odziva na družbenih omrežjih so iz NIJZ sporočili, da je Fafangel, tako se v resnici prebere, ne, te veste, Fafangel. Vse smo mu že rekli, Fafangel, Fafangel, to je sam rekel. V resnici je dobil 4, ampak očitno ocene ni dobro razumel. Pa kako da ne? Mislim, Mario, hej, kaj tle ni jasno? Pač, malo se moraš pomagati včasih. Zdaj, če hočeš pa 5, je pa lahko tudi ameriška. Vse sorte lahko narediš s to enko, Mario. Vse sorte. Imamo cajta še z eno? Imamo. Pa dajmo. Politika, končno nekaj banalnega in dolgocajtnega. Javnomnenjske raziskave priljubljenosti strank in politikov so tudi septembra poskrbele za presenetljiv skok na lestvici.
Na 3. mesto se je povzpela Levica, ki bi jo volilo slabih 6% vprašanih, avgusta 3,9%. Sledita še koalicijska SD in opozicijska NSI. Podpora Levici se je skoraj podvojila. Kdo pravi, da ljudje ne marajo sprememb? Zamenjaš šefa stranke in takoj prehitiš konkurenco. Luka Mesec ni več šef, oziroma kot si prav, koordinator Levice, nasledila ga je kulturna ministrica Asta Vrečko, ki je potem, ko so v stranki po 2 mesecih nekako uspeli izvoliti novo vodstvo, napovedala velike spremembe. Moj mandat bo usmerjen predvsem v to, da bomo našo stranko utrdili na terenu, jo pokazali kot resnično tisto platformo raznolikih levih glasov, ki združuje in ki bo postala še bolj pomembna politična sila na levi in kot takšna stopila tudi v vse naslednje volitve. Smisel, da bi rekla, in kot takšna stopila tudi na desno. Se pravi, to so te spremembe. Ne? Tako mlatenje prazne slame bi pričakoval od kakšnega politika z bistveno večjo kilometrino. Povedala je sam, da bodo še naprej levi, kar pišeš v imenu stranke. Očitno je za skok na lestvici dovolj že to, da jih po novem vodi ženska. Vsekakor pa zdaj razumem, zakaj so poleg Krtača posadili tisto gospo, ker on mi ni znal razložiti. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.